Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, podcasta, v katerem domujejo vse teme vezane na kvaliteto bivanja. Moje ime je Nina Štajner in danes sem v goste povabila zanimivo sogovornico Katjo Kozlevčar, ki je sodobna nomadka in vsestranska kreativka. Z njo pa se bova pogovarjali o alternativnem načinu bivanja, o takih zanimivih bivališčih, kot je jama, pa tudi jurta, in o nakupu in prenovi stare hiše v Bolgariji. Katja, lepo pozdravljena, dobrodošla v Delo in dom podcastu. Zdravo, Nina, najlepša hvala za povabilo. Pred kratkim ste se vrnili s Kanarskih otokih, kjer ste bivali v jami. Tako rekoč off-grid, kaj je to slovenski izraz, brez udobja komunalne in take infrastrukture, izven sistema in v sozvočju z naravo. Kako to izgleda in a je to vaša prva izkušnja s tovrstnim načinom bivanja? Mogoče začnemo s tem zadnjim vprašanjem. Ne, ni to moja prva izkušnja. Že pred 4 leti sem bila isto na Kanarskih otokih, na Tenerifu. In takrat sem v bistvu preko platforme, ki povezuje gostitelje in prostovoljce, šla na prostovoljni projekt v zavetišče za živali, kjer sem v bistvu za svoj vložek dela bila kompenzirana na način, da so mi ponudili hrano in bivališče. In to bivališče je v bistvu bila jama. Jaz, preden sem šla tja, sicer so mi povedali, kakšen je sistem in kako se izgleda, ampak ko ti nekdo omeni jama, si lahko predstavljaš marsikaj, Sliši se zelo primitivno in v bistvu na nek način tudi je. Ker ta jama je v bistvu samo luknja v zemlji in nekatere so zelo moderno opremljene. Vprašanje, to je jama že naravno nastala ali so to izkopane jame? Nekatere ja, nekatere ne. Zdaj v bistvu situacija na Kanarskih otokih je zelo specifična, ker so to vulkanski otoki in je tam že naravno ogromno teh jam, ki jih je v bistvu izdolbla lava. Je pa tudi sestava tal takšna, da je zelo porozna zemlja oziroma kamen in je zelo lahko izdolbsti pač te luknje, jame. Tako da veliko jih je recimo naravnih že nekako načetih in potem izdolbejo v bistvu še več, kot da nekateri imajo cela stanovanja v teh jamah, nekatere so malo bolj bi rekla skromno opremljene. Recimo moja ni imela elektrike, ni imela vode, ni imela ogrevanja, ni imela Wi-Fija, ni imela nobenih teh modernih priključkov. Je pa imela notri vse, kar pač rabiš za neko udobno bivanje. Posteljo, pač par kosov pohištva, bila je v bistvu oblečena v blago, ker ta kamen zelo odpada in da pač to ne pada vse naokrog. So pač oblekli s tekstilom, tako da je bilo v bistvu zelo tako bohemsko, prijetno bivališče in tudi spati v takšnem bivališču je zelo fino, ker je pač vse naravno, ni nobenih motečih elementov, Se pravi, temperatura je nekako stalna. 8 stopinj? Ne, je kar več. Je več, Ja, je kar nekje, bi rekla tam 13-14, mogoče poleti se majčkeno dvigne, čeprav je pač specifika Kanarskih otokov ta, da je nekako temperatura stalna tam okrog 20 stopinj. Seveda se to razlikuje od tega, kje na otoku, na katerem otoku in kje na otoku si, ker vsi ti otoki imajo pač svoje mikroklime in potem je pač odvisno od lege, kakšna je, potem vpliva to na vreme in na temperaturo. Je pa pač ravno zaradi tega to še vedno tam zelo priljubljen način bivanja. Pa ne samo bivanja, ampak tudi shranjevanja. Velikokrat se te jame uporabljajo tudi namesto kako mi rečemo, štala. Bivališče za živali. Bivališče za živali. Štala, ja. Ja, tako da na različne načine, Zdaj odvisno pač od velikosti in pač kje so kje se nahajajo te jame, ampak je ogromno skupnosti, ki tako živijo, sploh na jugu Tenerifa, zelo off-grid,
brez vsega. Tako da ta izkušnja je, bi rekla, zelo vplivala na potek mojega življenja potem. Tako da sem zaradi tega se tudi letos pozimi odločila, da se vrnem na Kanarske otoke. Ampak tokrat sem izbrala otok La Palma, ker sem želela v bistvu te prostovoljne projekte nekako združiti s to idejo, ki jo imam o nakupu hiše v Bolgariji, kot ste omenila. Ker sem se želela pač malo preizkusiti ali pa malo naučiti teh stvari, dobiti kakšno idejo, pridobiti kakšno novo znanje o tem alternativnem načinu bivanja. Tako da nisem samo v jami tokrat bivala, ampak tudi v jurti in tudi v neki mogoče malo modernejši kolibi, ampak še vedno zelo skromni za recimo naše bivalne razmere. Ja, kakšen pa je občutek bivanja v jami? Se pravi, vi ste imeli svojo jamo, zasebno jamo, ali so tudi pač ne jame, ne vem. Ja. Pa kako je pa z kuhinjo, pa sanitarijami, takimi stvarmi? Zdaj v tem prvem primeru, kjer sem bila v skupnosti, kjer sem bila prostovoljka v zavetišču za živali, je bilo več jam, kjer je vsak imel svojo, nekateri so bivali tudi v kamperjih, predelanih avtodomih, prikolicah, kolibah, imeli so tudi majhna zavetišča, narejena iz čisto naravnih materialov, v bistvu iz slame in gline. Tako da zelo različna, tam je zelo veliko teh različnih alternativnih možnosti za grajenje bivališč. In ker ni slabega vremena, si pač lahko izpostavljen vremenskim, oziroma slabo vreme je zelo redko in si lahko bolj izpostavljen tem vremenskim razmeram, kakor pri nam, recimo pozimi, a ne. Tako da jaz sem imela pač svojo jamo, bila je mogoče, ne vem, par 100 metrov oddaljena od tega centra, kjer smo imeli skupne prostore. Tako da tam je bilo potem vsa ta infrastruktura, v bistvu, ki jo potrebuješ, ampak vse še vedno na zelo trajnosten način, se pravi, elektriko so pridobivali pač iz naravnih virov, iz solarne energije, iz vetra, ker na zelo vetrnem območju je. Sanitarije so malo bolj osnovne, kakor pri nam. Ko govorimo o Štrbunk? Ja, v bistvu v tem prvem primeru niti ne, so imeli celo sistem za odvajanje in kanalizacijo, tako pač na zelo lokalno, ne, narejeno pač neke širše kanalizacije pač tam ni, ker je to bilo odmaknjeno, a ne, tako da ni bilo na mrežo nič priklopljeno. Potem pač bil je celo Wi-Fi, no, ker so imeli, ja, to je bil že luksus. Ker so pač imeli svoj oddelek za socialno omrežje, ker je zavetišče se je financiralo samo z donacijami. Tako da še ena zanimivost je bila v tem primeru, bili smo vsi fregani. Kaj pa to pomeni? Ja, to pa pomeni v bistvu, da vsa hrana, ki smo jo pojedli, je bila zavržena hrana, oziroma bi bila zavržena, če je mi ne bi prestregli in bi šla v bistvu. Pravi, pred potekom roka v trgovino. Tako, pa tudi v bistvu dostikrat se je pobiralo, temu pač rečemo po angleško dumpster diving, a ne, v nekaterih državah, sicer ne vem, če je še, ker zakoni se spreminjajo, ampak vem, da je bilo recimo tam Danska in te mogoče skandinavske države, je bilo to kar moderno, da so ljudje recimo iz smetnjakov, sploh za kakšnimi restavracijami, trgovinami, pač pobirali stvari, ki so bile še v redu. Zdaj, mogoče se to sliši zelo grozno, a ne? Ampak dejansko je to hrana, ki je vse zapakirana in je še vedno neoporečna. Veliko smo se potem dogovarjali tudi s kmeti okoliškimi, ki veliko hrane, ki ni popolna in ne paše v trgovino, zaradi tega, ker je kaj udarjeno ali pa tako. To so oni vse odlagali pač tam na svoja zemljišča in je to tam gnilo in smo se pač dogovorili, da zakaj ne bi mi to prevzeli in v najslabšem primeru vsaj nahranili živali, ker je bilo preko 400 različnih živali. In takrat, ko sem bila jaz, okrog 20 prostovoljcev, zdaj je to naraslo že na
50 prostovoljcev, tako da to vse nahraniti, je kar velik strošek, tako da potem so se dogovarjali z različnimi supermarketi, ki so nam potem to hrano v bistvu donirali, tudi z lokalno pekarno, ki je vsak dan imela odvečen kruh in slaščice, tako da v bistvu smo jedli zelo dobro. Tako da smo imeli pač vse prostore, samo da je v bistvu to pač zelo bolj skromno vse izgledalo. Zdaj v tem zadnjem primeru, ki sem bila v jami, sem bila pa pač prostovoljka na eni mali, bi rekla, temu eko kmetiji, kjer je par iz Belgije si v zadnjih 6 letih naredil en tak mali raj, bi jaz temu rekla, ker so res zelo, zelo lepi vrtovi sadja in zelenjave. Pač tam klima omogoča, da je pozimi vse cveti in vse raste in so limone in je avokado in res pač lepo. Tako da tam sem imela v bistvu, mislim, da je bila nekje 5000 kvadratnih metrov njihova površina, ampak je to zelo strmo območje, tako da potem to v terasah v bistvu si naredijo. Kultivirajo. Tako. In tam je bila recimo v jami tudi kuhinja, zelo dobro opremljena in zelo lepa. V bistvu, ko stopiš noter, ne bi sploh vedel, da je to jama, tako da tam je bilo to že kar malo na višjem, luksuznem nivoju. Sicer moja jama je bila pa oddaljena mogoče, ne vem, 50-100 metrov od teh glavnih prostorov, zelo na samem. Jaz sem imela lep razgled na ocean, perfekten sončni zahod. Jama je bila pa mogoče malo bolj osnovna, nisem spet imela nobene elektrike, gretja, pač ničesar takega, ampak notri pač postelja, par kosov pohištva, za luči potem uporabiš te solarne, ki se čez dan napolnijo. Tako da v bistvu ničesar ti ne manjka in celo imela sem svoj privatni WC, pač zraven, z razgledom, tako je, ki pa je v bistvu bil kompostni WC. Tam na La Palmi res veliko, sploh v tem območju na severu, kjer veliko ljudi živi v jamah, uporabljajo kompostne WC-je in to potem uporabijo za sajenje dreves in tako da pač vse se uporabi. No, ampak prej ste pa imeli kariero v medijskem in modnem svetu. Živeli ste tudi v prestolnicah svetovnih. Kako ste se pa odločili za tako drastično menjavo življenjskega sloga, če lahko temu tako rečem? Ja, to je kar dolga zgodba, ki pa jo rada delim, zaradi tega, ker mislim, da mogoče koga navdahne, ki pač razmišlja že o takih načinih bivanja. V bistvu je to bilo zelo postopno, pač jaz sem od nekdaj bila rada v naravi, odraščala sem na vasi, tako da pač od nekdaj mi je bilo to tak način življenja bolj počasen, blizu, ampak seveda v teh letih odraščanja in bi rekla grajenja kariere je seveda pač nekako normalno, da ljudje gravitiramo proti mestom, kjer se pač lažje dobijo možnosti za grajenje le-te. Tako da sem živela vmes v Parizu, v Londonu in v bistvu nekako bi rekla v času globalne pandemije, tako kot veliko drugih ljudi, ko si sam zaprt v stanovanje v mestu in je tvoj razgled samo sosednja stolpnica, mogoče začneš razmišljati, pa bom rekla, tukaj verjetno so tudi leta, prispevala k temu, da bi mogoče malo spremenil to okolje. Ker seveda okolje za večino ljudi, zame, jaz sem posebej senzibilen človek, je zelo pomembno. In sem se v preteklosti srečala z depresijo, z izgorelostjo, tako da sem v bistvu v zdravljenju, bi rekla, le-teh ugotovila, da pač naravno okolje je nekaj, kar res blagodejno vpliva na moje mentalno in tudi na fizično zdravje. Tako
Tako da v bistvu ne vede v situaciji, ki me je prisilila, da sem takrat prvič šla na Tenerife in se srečala s to obliko bivanja, je res v bistvu ta izkušnja zelo vplivala na to, kako je potem se razvijalo naprej moje življenje, ker mi je dalo uvid v to, da je možno bivati na tak način, da je v bistvu možno bivati popolnoma v sozvočju z naravo, zelo trajnostno in z zelo majhnimi stroški. Se pravi, tam kot prostovoljec v bistvu imaš vse osnove zagotovljene, tako da v bistvu nekako denarja niti ne rabiš, razno za pot tja nazaj in potem za kakšne priboljške, a ne. Tako da v bistvu potem sem nekako še vztrajala v svoji karieri, ampak sem kljub menjavi različnih služb in različnih podjetij in različnih oblik dela ugotovila, da nekako so se moje vrednote v tem času spremenile in da mi ni kariera več tako pomembna, da mi je res bolj pomembno slediti temu, kaj dobro vpliva na moje počutje. Se pravi, denar in finančni vidik mi nekako ni bil več tako pomemben kot prej. Tako da, ja, v bistvu me je pripeljalo do tukaj, ker sem sedaj, da preizkušam te načine in da pač se naučim in vidim, kaj v bistvu mi odgovarja. In bi rada potem to prenesla tudi na naslednje projekte, ki jih imam v mislih. Tik pred tem se še vrnem na eno vprašanje. Bivali ste tudi v jurti. Kako pa to izgleda? Jurta je, vemo, okroglo bivališče mongolskih nomadov. Ja, to je bilo tudi sedaj na La Palmi. Približno en mesec sem bivala v jurti, ki je bila prava mongolska jurta. In ja, bila sem zelo na vetrnem območju. No ja, zaradi okrogle oblike fino kljubuje. Tako, kljubuje, mislim, ta jurta drugače stoji že kar nekaj časa, tam je edini problem da je veliko sonca in potem se ta zunanja plahta oziroma zunanje pokrivalo od sonca zelo hitro v bistvu razkroji. Tako da morajo to vsake toliko časa obnavljati. Sicer je pa, kot bi v bistvu skoraj spal zunaj. Slišiš vse, ni bilo spet nobenega gretja, elektrike, ničesar. Bilo je celo tako, da smo spali 6 prostovoljcev, vsak v svojem kotičku. V bistvu na zunaj je izgledala zelo majhna, ampak notri je ogromen prostor, ker mislim, da to je bilo premera, zdaj bom na pamet rekla, ampak recimo vsaj po moje 10 metrov je mogoče bilo, je kar velika. Ja. Tako da je bilo pa vse ostalo zelo spet osnovno, paleta, neka žimnica, deke, pokrivala in to je to. Kaj pa mogoče od, če temu rečemo, udobnih aspektov zahodnjaškega načina bivanja pa ste pogrešali pri teh bolj primitivnih, če smemo uporabiti tak izraz? Zelo malo. Ja. Imamo kar občutek, da ne zmoremo brez marsičesa, pa bi verjetno lahko, ne? Ne, jaz mislim, zelo hitro, dobro, zdaj spet odvisno, kakšen človek si, ampak jaz se zelo hitro privadim tega. Ni mi težko živeti z samo osnovnimi stvarmi. Po noči iti ven na WC lulat? Ne. Ne. Mislim, to je res najmanjša kompenzacija, ki jo lahko narediš za to, da si 24 ur na dan v naravi. Da v bistvu tudi po noči, če greš na WC, La Palma je zelo znana po tem, da ima neonesnaženo nebo in nebo je v bistvu tam zavarovana dobrina, ni nobenih letal, ni ničesar, zaradi tega, ker je zavarovano območje in imajo te astronomske observatorije, tako da po noči, če greš na WC in je jasno nebo, to je, mislim, izkušnja, tako ja. Tako da vsaka stvar, ki se zdi slaba, ima tudi lahko dobro plat. Tako da jaz res nisem pogrešala ničesar. Mogoče v tem prvem primeru, kjer sem bivala v jurti, je bilo tako, da smo imeli zelo malo elektrike oziroma bila sta 2 solarna mala panela, ki sta napajala samo
te osnovne luči, ki smo imeli v skupnem prostoru, in pa toliko, da si je vsak lahko vsak dan telefon napolnil. Ni pa recimo bilo možnosti priklopa računalnika ali pa česa večjega, tako da v tem primeru sem pač vsake nekaj dni lepo se odpravila v sosednjo vas, kjer je bila knjižnica, hvala Bogu. Tako da sem tam lahko napolnila tudi recimo električno zobno ščetko, ki je prej... Tako da človek sploh pomisli. Ja, to je bil kar luksus, pač temu se pa ne odrečem. Pa sva naš. Tako da se tudi najde način, ali pa do kakšnega soseda greš, ki ima bolj močen sistem, pa se potem dogovoriš, da lahko kaj napolniš, tako da vse se da dogovoriti. Tako, ja. Fino. Pa sva pri vašem naslednjem projektu prihodnosti razmišljate oziroma ste v procesu nakupa stare hiše v Bolgariji. Zakaj Bolgarija? Trenutno ima kar specifičen nepremičninski trg, zelo cveti. Namreč sicer situacija je podobna kot recimo v Italiji in v Španiji, kjer se v malih vaseh so se ljudje zelo odseljevali, v mesta v Bolgariji so šli pač v bolj zahodne države po več priložnosti za delo. In potem se je zgodilo to, da ko starejši preminejo, te nepremičnine ostanejo in nihče si ne želi tam bivati. Tako da je ogromno ponudbe trenutno teh sploh starejših hiš. Namreč jaz si že od nekdaj želim, da bi živela v neki stari, idilični kmečki hiši. Situacija v Sloveniji približno vemo, kakšna je, tudi drugod. Da obstajajo te hiše, ampak so... Tako obstajajo, ampak so zelo redke. Velikokrat so tudi zavarovane kulturno, tako da jih pač je zelo težko prenavljati. Mislim, je pač vložek seveda dolgotrajnejši in finančno večji. Medtem ko pač v Bolgariji je teh hiš trenutno na voljo res ogromno in to po zelo nizkih cenah, če primerjamo z našim trgom. Se sicer v zadnjih 2 letih, kar jaz spremljam trg, so se podvojile cene. Tako da, če koga zanima, se more kar podvizati, bi rekla. Ampak je seveda pač še drugi razlogi so, zakaj Bolgarija, ne samo zato, ker je ugodno, ker potem bi lahko si seveda izbrala tudi kakšno drugo vzhodno državo. Prednosti so v tem, da je to evropska država, njihov sistem oziroma proces nakupa je dosti enostaven. Nekje, kar sem iz izkušenj govorila z drugimi, v roku 2 tednov dobiš ključe in je zadeva rešena, tako da ne komplicirajo. Tako da je zelo enostaven potek. Potem pa seveda je Bolgarija sama kot država. Jaz sem sedaj bila tam že 2-krat, mislim že, v bistvu to ni veliko, a ne za nekoga, ki se odloči, da bo kar kupil nepremičnino, ampak je veliko ljudi, ki sploh nikoli niso še bili in prek spleta kupijo, tako da jaz sem vseeno to vzela malo bolj resno in res želim preveriti, kje bom živela. Tako da ob teh 2 obiskih, kar sem uspela spoznati Bolgarijo in Bolgare kot nacijo, moram reči, da so zelo blizu nam. Tudi jezik je zelo podoben, ne? Tako, v bistvu gre za Slovane, gre za Balkance, tako da se zelo hitro poistovetimo. Zelo prijazni ljudje, zelo gostoljubni do tujcev, kar je v zahodnih državah trenutno že redkost, če kupuješ nepremičnino, ker je te migracije že toliko, da to seveda povzroča druge težave lokalnemu prebivalstvu. Tako da tam so pa predvsem zaradi socialno-ekonomske situacije zelo sprejemljivi še vedno, kako bo v prihodnosti, bomo videli. Tako da moje izkušnje z iskanjem nepremičnine tam so bile zelo pozitivne, tudi vedno, kadar sem govorila z lokalnimi Vi iščete s pomočjo nepremičninskih agentov?
Na različne načine, ja. Kaj pa ste jim dali za iztočnico? Uf. Kaj iščete? Ja, zdaj veliko spremljam prek spleta, ampak prek spleta vidiš pač tistih nekaj slik in vidiš predvsem nepremičnino samo, ne vidiš pa toliko okolice in kakšna je energija in vse to, tako da seveda jaz sem šla tja nazadnje z namenom samo zato, da sem rešila gledati nepremičnine in sem to prek nepremičninskih agentov, ne vem, bilo jih je kar enih 4-5 različnih. In potem so me oni vodili, kaj imajo na voljo. Moje zahteve, za budžet, ki ga imam, so po moje kar visoke, ampak če ne ciljaš visoko, Kaj pa iščete? Ja, torej jaz prvotno iščem dom zase, ker sem vedno živela v domu nekoga drugega in ga nikoli nisem mogla opremiti po svoje in pač res imeti te svobode, da ga naredim za svojega, da je to neko moje zatočišče. Tako da imam to željo že od nekdaj, da si res uredim en tak malo bolj kreativen, bohemski prostor. Tako da kupujem v bistvu eno malo kmetijo, kjer je glavna stavba, glavna hiša, in pač nekaj še drugih poslopij, kar je v bistvu zelo tipično za Bolgarijo, je to, da pač tam res sploh na vasi je tako, da so bili zelo samooskrbni, zato so večina hiš Gospodarsko poslopje v sklopu. tako, ponavadi dobiš še bivalnega kakšen objekta. skedenj, kakšni prizidki, ki so ali niso legalni, to je zdaj tako, ne. Ampak je zelo veliko teh malih kmetij, a ne, ravno zaradi tega, ker je bil pač tak način življenja tam, tako da je, že kar se tega tiče, zelo idealno, zato kar si pač jaz želim. Je pa v bistvu v sklopu te moje ideje nekako še druga stopnja tega, ki gre prek samo želje, da je to moj dom, je, da ustvarim v bistvu neko rezidenco, neki prostor za umetnike, bolj specifično mogoče ljudi, ki so pisatelji, pesniki, ne vem, ki pišejo Kreativni tako ljudje. različne scenarije in takšne stvari, ker je pač to iz mojega poklicnega ozadja. Tako da v bistvu rabim oziroma iščem nekaj, kar ima še kakšno poslopje zraven, da lahko ustvarim še neke manjše bivalne prostore za, torej, ne moremo temu reči niti dolgoročno, niti kratkoročno oddajanje, ker je glih tam nekje vmes, a ne. Te rezidence so ponavadi pač nekaj tedenske ali pa nekaj mesečne, a ne. Tako da, seveda okolje pa čim bolj navdihujoče in spokojno, da lahko umetniki tam ustvarjajo, ja. Kakšna pa je infrastruktura? Kako so te hiše komunalno opremljene ali bolj niso? Kako je s tem? Bolgarija se kar težko primerja z nami, oziroma seveda lahko primerjamo. Če pogledamo naše vasi, so kar dobro komunalno opremljene, sploh sedaj. Če pogledamo pa recimo 100 let nazaj, bi pa rekla, da bi to pa kar lahko bilo primerljivo z Bolgarijo. Infrastrukturno je zelo odvisno od vasi do vasi, seveda bližje, ko je nekemu glavnemu mestu ali pa neki turistični točki, boljše so komunalno opremljene. Če so pa to neke bolj odročne vasi, pa da ni recimo tudi veliko prebivalcev tam, potem pa ne skrbijo veliko, tako da so lahko ceste zelo slabe, ni recimo rednega odvažanja smeti. Elektrika večinoma je povsod, imajo pa zelo problem z vodo, sploh v poletnih mesecih, ker je lahko tam zelo sušno, še posebej v severnem delu Bolgarije. Tako da se napajajo potem z vodnjaki in drugimi pač načini. Da iščete tudi mogoče posest, kjer je vodnjak oziroma neko zajetje že. Ja, seveda idealno bi bilo, da je vse, ne, da je infrastrukturno vse popolno, ampak seveda si se kdaj za pravo nepremičnino pripravljen marsičemu odreči. Jaz sem bila recimo v vasi, kjer
bi rekla, da je bilo mogoče nekih 10 hiš, od tega je bila ena naseljena z 2 prebivalcema, sicer kar tako v takem malo bolj goratem območju, ampak samo 5 minut od nekega večjega, no bom rekla mesta, ampak ja, kraja. Tako da ta infrastruktura je, tu pa pač ni bilo in sem se pogovarjala s sosedom in mi je pač lepo povedal, da ker sta samo 2 prebivalca, pač ne bojo skrbeli za to, morajo biti vsaj 3 ali več. Pač taka so pravila v Bolgariji. Tako da, tudi ko prideš v vas, kjer ni vode, pač vidiš, da neki prebivalci so, nekje so cele vasi, a ne, se pravi, imajo sisteme, lahko živijo, ampak si pa omejena, ne, tako da pač vse se da, samo potem, kaj boš kompenziral za to. Se pravi, gledate starejše kmetije, v kakšnem stanju so? V slabem. Zdaj pač moj budžet je, moj proračun za to je res majhen, čeprav je še vedno včasih tudi 2-krat večji od tega, kaj so nekateri že kupili tam. Sploh veliko se preseljujejo iz Britanije. In pač spremljam recimo na YouTube kanalu ljudi, ki so kupili za 5-6 tisoč funtov pač hiše, kamor so se vselili. Tako da, ja, pač, tako. Predvidevam, da nek budžet bo šel še za renovacijo. Ja, malo, zelo malo. Lahko se potem še o tem pogovoriva, ampak ja, zdaj pač same hiše, ne, kakšne jaz gledam, pač to so hiše stare po 100 let in več, ker gledam res idealno, bi seveda rada neko tradicionalno, kmečko, gorsko hišo, ker so zelo lepe. Načini gradnje so verjetno še zelo arhaični, če temu smem tako reči, kaj je kamen, slama, blato. Tako je. Tako kot pri nas. Kot so pri nas gradili pred 100 leti, pač na enak način. V bistvu samo, da je zunanja podoba nekoliko drugačna, ampak dejansko so te hiše res pač lepe. Meni so božanske. Jaz obožujem stare hiše. Pač ne gre primerjati novogradnje z nečem, kar so pač gradili res z naravnimi materiali in z mislijo na to, kaj bo v tisto okolje pasalo, a ne. Takrat tudi ni bilo drugače. Tako, ni bilo drugega in pač meni je to pač res neka želja, da bi v takem okolju lahko živela v neki hiši, ki ima zgodovino, ki ima zgodbo. Tako da, ja, te hiše, zdaj odvisno, ene so še v kar v redu stanju in najdeš kakšno sobo ali pa celo nadstropje, kjer bi se dalo vseliti, vsaj poleti in pač to počasi renovirati. Nekatere pa pač ne, nekatere pa že vidiš, da je struktura recimo potrebna renovacije, kar pa, mislim, glede na to, da se jaz v to spuščam sama, brez kakršnega koli strokovnega znanja, zelo naivno. Kako je pa s tem, kako je z gradbeno dokumentacijo? Pri nas vemo za renovacije, kakršnokoli poseganje v nosilno konstrukcijo, potrebujemo gradbeno dokumentacijo. Kako je pa tam, boste našli kakšne lokalne izvajalce oziroma sodelavce, ki vam bojo s temi stvarmi pomagali? Zdaj, kot prvo pač jaz iščem hišo, ki je pač strukturno še vedno tako močna, da ne rabim posegati zdaj v to. Ker pač to bi bil zame prevelik projekt in pač si želim v bistvu, da ko kupim hišo, da se lahko v bistvu vselim dobesedno noter, ampak to, ko rečem vselim noter, se pravi, lahko samo spalka in pač elektrika. Na srečo ste vajeni tega. No, zato se pravim, da to je bila preizkušnja za naprej. Tako da, pač ja, zdaj nekih teh res strukturnih posegov pač se želim izogniti. Razumem. Je pa dokumentacija v bistvu takšna kot pri nas. V bistvu ni nič kaj drugače, ne, zato tudi iščem posestvo, kjer so
legalno postavljeni objekti in v bistvu, kar se tiče zunanjega izgleda, jaz ne želim spreminjati nič, mislim posegati v sam izgled, mogoče seveda popraviš tisto, kar je treba popraviti in nova barva in tako, ampak zato iščem tako hišo staro, ker ravno ta izgled je tisti. Kako pa boste potem našli izvajalce za vsaj te manjše gradbene posege? Kako je tam z nabavo materiala? Samo izvedbo, logistiko, boste potrebovali večji avto? Ja. Mislim, tako kot bi pri nam, če bi se odpravili v kakšno bolj odročno vas. Zdaj, seveda, jaz si želim tega, da bi bila lokacija malo bolj odročna, mogoče kakšno gorovje, oni imajo zelo lepe gore in te vasi so pač res kot iz pravljice, tako da to bi bilo idealno in seveda pač moraš potem v zakupu vzeti to, da je logistika malo bolj zahtevna. Tako da, kar se tiče samih izvajalcev, za to neko prvo oceno seveda rabiš nekega strokovnjaka, ker laik, kot sem jaz, ne bi vedela niti kje začeti, ne. Tako da to sigurno je potrebno strokovno znanje, da nekdo oceni in pač, da se naredi nek plan poteka te renovacije. Kar se pa tiče ostalih izvajalcev, seveda razen nekih zelo specifičnih, kjer rabiš strokovnjaka za elektriko, za razne te napeljave, bo potrebno. Kar se tiče pa same obnove, pa želim angažirati, tako kot sem jaz sedaj v svojih preteklih izkušnjah kot prostovoljka pomagala drugim, da gradijo svoje sanje, bi si želela, da privabim tja ljudi, ki bi si želeli z mano graditi moje in mi pomagati pri tej obnovi. Nekako ideja je, da bi se čim več renoviralo s pomočjo ponovne uporabe materialov, z naravnimi materiali, z reciklažo. Tako da, kar se tega tiče, moram še malo raziskati možnosti, zato se sedaj čez nekaj tednov odpravljam nazaj v Bolgarijo, kjer bom tudi tam delala nekaj teh projektov, pri ljudeh, ki že delajo takšne stvari, kot si jih jaz želim, da se naučim, kakšne so v bistvu možnosti. Mislim, da možnosti so, sploh zaradi tega, ker je to zdaj kar nekako ratal trend, da se ljudje preseljujejo v Bolgarijo in seveda vsi renovirajo te stare hiše, tako da teh kosov, ki se jih želijo znebiti, bo po moje ogromno, ampak bo spet logistično to potrebno zorganizirati, tako da prva točka tukaj je nakup nekega večjega avtomobila, ki bo zmožen prevažati vse te odpadne kose in jih pretvarjati v nekaj uporabnega. No, mogoče poveva, Katja ustvarja tudi svoj Instagram profil in YouTube kanal, kjer objavlja vse te zgodbe in tudi te hiše je možno tam videti. To je zelo zanimive vsebine, če temu lahko rečem, vsaj meni, ki obožujem stare hiše in pač rada to gledam in spremljam. Tako da vabljeni, mogoče, če bi radi še vizualno zgodbo za najinim pogovorom, mogoče na Katji, kako se mu reče, prosim, Katja, povej. A to bomo lahko kam dali tako napisano, ker ne bojo našli, veš, po imenu, zaradi tega, ker je premali kanal. V bistvu tako malo neplanirano sem jaz dokumentirala to svoje iskanje hiše v Bolgariji in tudi zdaj, kar sem bila na La Palmi in preskušala te alternativne načine življenja. Tako da to je vse v bolj taki sproščeni obliki, tako da pač tiste, ki zanima, seveda vabim, da si pogledajo na mojem YouTube kanalu, bomo spisali povezavo, kam lahko. Pa na Instagram profilu. Tako, Katja Kozlevčar. Ja, Katja Kozlevčar, ampak mislim, da ne bojo pod Katja Kozlevčar našli nič. Jaz bom vse malo zakodiran, to veš. Tako da bomo objavili. Tako da ja, v bistvu v prihodnjih tednih bodo lahko gledalci na mojem YouTube kanalu gledali dogodivščine iz La Palme, tako da so lahko navdahnjeni z temi nekonvencionalnimi načini življenja.
Katja, najlepša hvala za prijeten pogovor, za navdih k preprostejšemu načinu življenja. Vam pa najlepša hvala za pozornost in se slišimo ponovno v prihodnji epizodi.